V Slovenski demokratski stranki v 5. volilni enoti stavijo na preverjene kadre. Na 4. festivalu vina in čokolade kar 7000 obiskovalcev. Dober obisk tudi na 2. knežjem festivalu piva. Rokometašice Zagorja z zmago v Golovcu potrdile 2. mesto v državnem prvenstvu. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Slovenska demokratska stranka je dopoldan v Celju pripravila predstavitev vseh 11 kandidatov, ki na letošnjih državno-zborskih volitvah kandidirajo v 5. volilni enoti. V obeh celjskih volilnih okrajih SDS stavi na dolgoletnega poslanca Vinka Gorenaka in celjsko mestno svetnico Karmen Kozmus. Slovenska demokratska stranka je danes predstavila svoje kandidate iz 5. volilne enote. Tudi letos na državnozborskih volitvah nastopajo enotno, pravijo. Poglejte, mi smo praktično nekaj tednov po prejšnjih volitvah leta 2014 začeli sestavljati, bom rekel, ekipo ljudi, strokovnjakov po posameznih področjih in na koncu je nastal neki izdelek, ki ga danes imenujemo program. Jaz lahko sam povem, da za področje pravosodja, ker sem zadolžen za to zadevo, danes natanko vemo, kaj pride v parlament takoj po volitvah, kaj pride 2 meseca po volitvah, kaj pride 5 mesecev po volitvah. Skratka, hočem povedati to, da je program sestavljen na način, da natanko vemo, kaj bomo počeli. Dr. Vinko Gorenak je zadnje 3 mandate kandidiral v Šmarju pri Jelšah, v Celju pa letos vidi nov izziv. Celje pa za mene predstavlja en zelo velik izziv. Zakaj velik izziv? Iz temeljnega razloga, ker SDS v Celju še nikoli ni imela poslanca. In ta, bom rekel, ta trd oreh bomo skušali z kampanjo, ki prihaja tudi z menoj, če rečem malo neskromno, kot osebo, ki jo javnost le veliko bolje pozna kot neke novince, bomo skušali ta kamen, odnosno ta trd oreh zdrobiti. Kampanja je dobro zasnovana in bo učinkovita, poudarjajo vsi kandidati. Glede, jaz moram povedati to, da program Slovenske demokratske stranke ni nastal včeraj, ampak nastaja že od prejšnjih volitev oziroma se skozi dopolnjuje. Imamo strokovni svet, za vsako področje svoj odbor in mi točno vemo, kaj je potrebno narediti, ko bomo prevzeli vlado, določene ukrepe. Predvsem pa so ukrepi namenjeni temu, kar je bilo že danes povedano, k izboljšanju stanja življenja vseh državljanov in državljank, dvigu natalitete in pa seveda, torej predvsem temu razvoju gospodarstva. Mala in srednja podjetja, ki šepajo, dati več v infrastrukturo, denar nameniti res v tiste dele infrastrukture, ki pomenijo tudi potem razvoj gospodarstva, s tem pa tudi seveda izboljšanje vsakega posameznega državljana. Da primanjkuje kronično za mlade stanovanj, za mlade družine, ali najemniške, ali da se lahko odkupijo. Prav tako bo treba poskrbeti pri nas za ohranjanje delovnih mest. Pri nas je tako, da zelo veliko bega možganov, sosednja Avstrija je zelo blizu in tu ne moremo nekako zadržati vseh teh ljudi, ki jih mi izobrazimo. Prav tako je pomembno, da se zavzamemo za delavce migrante, kjer nekako zagovarjamo, da se nemudoma takoj podpiše sporazum z sosednjo Avstrijo, s katero uredimo obdavčitev tako na eni kot na drugi strani. Predvsem je tu problematika mladih, pa tudi starejših, velik problem, tako kot ga ima država, ga ima tudi Celje, tudi celjska občina, recimo neusklajenost plač, pokojnin, pomanjkanje delovnih mest za mlade, tukaj so še stanovanja predvsem za mlade, ki si ga ne morejo privoščiti, nimajo možnosti, da si ustvarijo družino in generalno gledano stranka zagovarja večjo nataliteto, bolj prijazno politiko družinam in tega se bom tudi seveda jaz držala in za to zavzemala. Med 11 kandidati SDS so še Ljubo Žnidar, Marjan Golavšek, Nada Brinovšek, Suzana Kavaš, Franc Rosec, Andrej Breznik in Andraž Koželjnik. V Podčetrtku so pod streho spravili 4. prireditev Vino in čokolada, ki je znova pritegnila ogromno obiskovalcev. Tokrat so jih organizatorji našteli okoli 7000.
Zanje so pripravili pester program in raznovrstno ponudbo približno 60 razstavljavcev. Na temo vina in čokolade so prvič izpeljali tudi modno revijo. Festival, ki si je šele v nekaj letih obstoja pridobil lepo pozornost, je v prvi vrsti namenjen družinam, zato je temu prilagojena tudi ponudba. Večino aktivnosti damo za družine z otroci, torej od plezalne stene, otroškega kotička, umetniškega kotička, izlete z vlakcem, tako da lahko družina celoten dan v bistvu uživa pri nas v Podčetrtku, ne samo na festivalu, ampak tudi v okolici. Letos smo dodali še modno revijo z lepotilnim kotičkom. Na njej pa so se svojim ustvarjanjem predstavile 3 oblikovalke oblačil. Ena od njih prihaja iz bližnje Loke pri Žusmu, za svojo temo pa si je izbrala čokolado. Izbrala sem belo čokolado, ker se mi zdi, da je tudi mogoče malo drugačna. Vsi poznamo bolj rjavo čokolado, jaz sem pa recimo za modo lažje skombinirala potem z belo. V Podčetrtku vedo, kako se streže turizmu, zato goste zaposlijo. Da celoten dan nekako preživijo pri nas na festivalu in pa da niso vsi sočasno na festivalu, ampak da grejo tudi kaj drugega še pogledati, da se razbije ta dogodek na celotno turistično destinacijo. Letos smo res pripravili kar dosti teh aktivnosti, pa tudi dosti nastopov, ravno kar nastopa glasbena šola. Z vsem skupaj so seveda zadovoljni tudi v lokalni skupnosti. Mi smo z festivalom izredno zadovoljni, kot vidite, velika prisotnost ljudi in pa tudi ponudnikov. Po drugi strani lahko rečemo, da je izredno velika promocija tako vino, ki ga je pri nam kar precej kvalitetnega, in tudi čokolade, v katero imamo v zadnjem času tudi izredno kvalitetne, saj na področju Olimja. V okviru prireditve razglasijo tudi županovo vino. Letos so za prestižni naziv tekmovali ponudniki bele zvrsti. Preko 10 sort je prejelo oceno nad 18, to pomeni zlato sorto, in najboljše z oceno skoraj 18,4 je bilo pa vino domačije Volavšek ali Škorc po domače. S pričo dobrega obiska se organizatorji resno spogledujejo z idejo, da bi festival v bodoče prirejali kot dvodnevno prireditev. Ven se ne bi širili, prihajali so ideje, da bi imeli zunaj šotor, ampak srce tega, mislim, so razstavljavci v večnamenski športni dvorani, so zadovoljni, predvsem je tu problem s čokolado, ker je klima v dvorani, ni sonca in tako naprej. Tako da mislim, da bomo ostali v dvorani ali raztegnali za 2 dni, ali pa so tu druge ideje, se lahko gremo tudi višino. Kot smo slišali, so za čokolado potrebni posebni pogoji, z njo pa so se spopadle tudi mlade umetnice. Večinoma jaz slikam z akrilnimi barvami in te se kasneje posušijo, manj so mazave, recimo, ne, tudi če jih brez vode uporabljam. Tako da je to nek način slikanja, ki zaradi samega izbire materijala, v tem primeru čokolade, pač zahteva določeno tehniko. Za ustvarjanje s čokolado so bili zelo zagreti tudi najmlajši. Otroci tule lahko pridejo, dobijo koš čokolade, nato pa jim enostavno podelimo razne suhosadje, kot so pomaranča, ananas, robide, maline, jagode, potem imamo tudi rozine. In otrok si lahko enostavno prilepi na koš čokolade, ki mu ga predtem damo že omenjen, kjer ga lahko enostavno nalimajo za vročo čokolado, ki se jo tudi v naših stojnicah tamle pridela, in otrok potem ta izdelek enostavno samo vzame in ga lahko poje, ali pa mu ga enostavno zapakiramo, pa ga pošljemo tudi domov. V organizaciji Kluba študentov občine Celje, MCC kavarne in mestnega marketinga zavoda Celeja so v soboto v Celju pripravili drugi knežji festival piva. Letos so ga iz Predceljskega mladinskega centra prestavili na glavni trg v celjskem mestnem središču. Osrednji namen festivala ostaja predstavitev slovenskih manjših pivovarjev in spodbujanje kulture pitja piva. Ker je že lanskoletni festival piva v mesto privabil številne obiskovalce, bo zdaj, kot vse kaže, postal tradicionalen. Tudi letos so bili namreč organizatorji, zdaj ko se je festival odvijal na večjem prizorišču na glavnem trgu v mestnem jedru, izjemno zadovoljni z obiskom. Letos je festival na novi lokaciji, je večji, boljši, tudi več obiskovalcev je, tako da super. Se pravi, verjetno tudi v prihodnje leto nadaljujete? Seveda, še večji bo festival. Počasi se začenja poletje in
Seveda k temu sodi tudi pivo in takšno dogajanje za popestritev mestnega jedra. Prvič letos na glavnem trgu na pobudo Kšoca in MCC kavarne smo se tudi mi pridružili temu dogajanju in zelo smo veseli, da smo skupaj izvedli en tak lušen dogodek za mestno jedro. Na festivalu je bilo mogoče poskusiti preko 20 različnih vrst, tako domačih kot tujih znamk piva, prevladovale pa so večinoma manjše slovenske kraft pivovarne. Med njimi tudi celjska fabrika piva, ki se vse bolj uveljavlja med ljubitelji hmeljskega napitka. Izredno ponosni smo, da smo uspeli narediti eno pivo, ki so ga naši kupci izredno dobro sprejeli. Je Pale Ale, predvsem ameriške sestavine, s tem, da mi smo dali našega savinskega hmelja, tako da tisto okus, ko ga boste čutili po pitju, je naš savinski. Poleg klasičnih vrst piva nam niso ušla nekatera posebej varjena piva. Pri Barutu, na primer, so po 2 letih ponudili v hrastovem sodu zorjeno kislo pivo. To so piva, ki so tradicionalno bila proizvedena v Belgiji, nekatera tudi v Nemčiji in so se potem pozabila. Zdaj, ko se pa ta kraft revolucija pojavlja, pa postajajo vedno bolj zanimivo. Recimo nekateri trgi, kot je ameriški, italijanski, je to že kar del mainstreama, pri nas je pa še kar relativna eksotika tako pivo. Ste že kdaj slišali za pivo z okusom kave? Jarus Aleksander, ki zadnja 3 leta živi v Sloveniji, v svoji pivovarni Hopster ponuja prav takšnega. Imam danes na tem festivalu nova verzija piva Coffee Stout. To je stout, neka temna piva, katera vsebuje naravna kava, sveže pražene iz Kostarike, 100% arabika. Jaz sem zelo rad pijem kava in pa zelo rad temna piva in se odločil, zakaj bi ni skupaj narediti nekaj kava pa pivo, mislim, da to je nekaj zanimivega. Organizatorji niso pozabili niti na hrano. Povabili so kuharske mojstre iz Galerije okusov, ki so postregli s pravim pivskim burgerjem. Mi smo se prilagodili čisto na pivsko zgodbo, zraven smo dali malo hmelja, bombetka, kruh je iz mečmenega sada, tako da je čisti bir burger, no? Da se prileže v kozarčko. Meso je prosto rejena govedina, tako da je medium pečena, sočna ostane, to je to, ni lepšega. Dogajanje so popestrili DJ-ji, najmlajši pa so se lahko, medtem ko so se njihovi starši prepustili degustacijam, zabavali v ustvarjalnih delavnicah. Posebnost festivala je bila tudi dnevna soba, v kateri so lahko obiskovalci posedeli in se ob pitju piva počutili kot doma. V 4. krogu ženske rokometne lige za prvaka so rokometašice Zagorja v Golovcu z 21:18 premagale celjsko zasedbo z Dežele. Zasavke so s to zmago dokončno potrdile drugo mesto v državnem prvenstvu. Celjanke bodo na sredini domači tekmi s Krko lovile zmago ali remi za potrditev končnega 3. mesta. Na dvorišču z Dežele smo videli enega najbolj vročih derbijev, dvoboj 3. in drugovrščenega, ki je na našo stran Trojan prišel v popolni postavi. Za Mesninke so tokrat moči združili navijači z Dežele, Florjani in šentjurski vitezi, navijači košarkarjev Šentjurja. Dekleta z Dežele bi v primeru zmage z 11 goli ali več ostale v boju za srebro v državnem prvenstvu. Njihova zmaga ali remi pa bi že pomenila bronasto medaljo. Po pokalu bi bil to že drugi bron v letošnji sezoni. Žal se to ni zgodilo. Celjanke nikakor niso našle recepta, kako zaustaviti someščanko v gostujočem dresu Pijo Hren, ki je dosegla 8 golov. Nerešljiva uganka je bila tudi Janja Rebol, ki je zadela 6-krat. 15 obramb Klare Hrovatič Mesninke v napadu niso znale pretvoriti v zadetek. Manjkala je boginja Fortuna, blestela je tudi gostujoča vratarka Andreja Perič, najbolj zaslužna za oba zasavska srebra v letošnji sezoni. Tokrat je zbrala 11 obramb. Z Dežele je največkrat zadela Katja Čerenjak, ki je dosegla 5 golov.
Mislim, da smo bili danes bolj sproščeni, nekako nismo bili pod imperativom zmage in to se poznalo v naši igri, čeprav nam je roka zadrhtela v enih parih čistih situacijah, ampak vseeno, mogoče Celje je bil pod večjim pritiskom kot mi, da pač mora zmagati. Nekako, da si zagotovi tretje mesto, ampak zmagala naša sproščenost in naša borba v obrambi, dobra obramba. Tekma je bila definitivno zanimiva, verjetno za gledalce, bilo je napet, bilo je borbe, izključitev, zanimivih golov. Iz mojih oči mislim, da smo mi premalo dali od sebe, kakor bi lahko dali. Zagorjanke so to izkoristile, igrale svojo počasno igro, mi smo se jim podrejali, nismo igrali svoje, ne vem, lahko bi še hitreje igrali, pa nismo. Pol pa še tisti ziceri, ko pač, ne vem, glave so bile utrujene verjetno. Prva priložnost za bron je splavala po vodi, druga in tudi zadnja je na vrsti v sredo, ko v Golovcu ob 19. gostuje novomeška Krka. Zmaga in remi bi za dekleta iz Knežjega mesta pomenila bron. Drugi letos, to bi bila že 4. zaporedna medalja. Dekleta bi si v tem primeru priigrala tudi pravico nastopa v Evropskem pokalu EHF v naslednji sezoni. Mi gremo definitivno v to tekmo, da bomo zmagali, ker vemo, da zmagali remi nam prinaša bronasto medaljo, zato smo dejansko tudi garale čez celo leto in si ne bomo pustile, da bi sezono končale brez medalje. Povabite vse svoje, pridite, stisnite pesti in spustite glas za Mesninke, za dekleta z dežele. Pripeljimo v Celje vsi skupaj novo medaljo. Pripeljimo si v Celje Evropo. V sredo ob 19. v celjski dvorani Golovec. Jutri bo sprva precej jasno, popoldne spremenljivo oblačno in od vzhoda se bodo začele pojavljati krajevne plohe in posamezne nevihte. Najmanj verjetne bodo na jugozahodu države. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, na Primorskem od 11 do 15, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj. V sredo bo sprva razmeroma sončno, predvsem v zahodni polovici države bodo sredi dneva in popoldne nastale krajevne nevihte. V četrtek bo večinoma sončno, popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta. To so bili ponedeljkovi dogodki dneva na televiziji Celje. Hvala za vašo pozornost, prijeten preostanek večera tudi v naši družbi. Nasvidenje.